In torej tudi ve, komu je treba vzeti brezsramno pokradene milijone, s katerimi bi lahko ohranili socialno državo, sebi in nam pa ohranili človeški obraz. Nekaj je z njimi prekleto hudo narobe. Saj so obljubljali, da bodo vzeli bogatim, zavarovali lačne, dobre in uspešne, da bodo podprli znanje, pravičnost, pokončnost in poštenost. Torej je tudi z nami nekaj narobe, ker znova in znova verjamemo besedam, čeprav nam znova in znova z dejanji sporočajo povsem nekaj drugega. Program česa vendar? Lastne nemoči, da bi vzeli bogatim in s tem tudi sebi, da bi prikrili krivce. Kako bodo potem vladali, saj vladajo s pomočjo elite, sistema, korupcije, malverzacij in nepotizma. Zato jih prav nič ne brigajo upokojenci, še najmanj pa upokojeni umetniki, znanstveniki, vrhunski športniki. Vtičevo narobe je, da vlada ne prenaša ljudi, ki jih ljudstvo spoštuje desetletja in desetletja. Saj mentaliteta politikov mandat. Njihov življenjski ritem je vezan samo na 4 leta. Od spočetja koalicije, preko adolescence, do zrelega grabeža in odhoda v zakon. Zato slabo prenašajo hrabre, ustvarjalne, izjemno nadaljene, žlahtne, vrhunske in nepozabne ostarele posameznike. Še posebno, če so leti bili dejavni že pred začetkom novega šteka. Nekaj pa le ni narobe. Ni narobe, če aktualni politični koaliciji, vlade Republike Slovenije in njenemu predsedniku, gospodu Janezu Janši, sporočimo, da je jemanje upokojencem napaka. Napaka, ki jo je mogoče hitro popraviti, tudi brez ustavnega sodišča, ali pa zelo, zelo dolgo obžalovati. Amen.